Vodenje s posluhom. Nov dan, novo vodenje s posluhom, novi izzivi. Tokrat gremo v Slovensko fundacijo za UNICEF. Miha, dober dan, dobrodošel. Pozdravljena. Najin gost danes izvršni direktor UNICEF Slovenija, Tomaž Bergoč. Dober dan. Dober dan obema. Hvala, ker ste se odzvali najinemu vabilu. Ko sva razmišljala o tem, kam še, po napotke ali pa po zgodbe o vodenju, vedno razmišljava, fino bi bilo, da imamo v podjetjih še koga iz javnega sektorja morda ali pa iz kakšne nevladne organizacije, podobno, in potem Miha pravi, Tomaž bo prava izbira. Tomaž, in me za uvod zanima, kakšno je vaše osebno vodilo pri vodenju? Ja, jaz vodim eno ekipo ljudi z zelo specifičnimi znanji. Na Slovenski fundaciji za UNICEF potrebujemo ljudi, ki se spoznajo na fundraising, ki se poznajo na zagovorništvo otrokovih pravic, ki so dobri komunikatorji. Tako da v bistvu vodim eno skupino zelo močnih osebnosti, strokovnjakov svojega področja, ki vsak v bistvu o svojem področju ve več kot vem jaz, tako da način našega dela mora biti seveda odprta komunikacija, sodelovanje, dogovarjanje, tako da na ta način se vodi pri nas. Kako velika je ta ekipa? Vse skupaj nas je 16, ta ožja ekipa, recimo, da vsak svoje področje pokriva, je pa 5 sodelavk. S Tomažem se poznava že dolgo in iz različnih vlog, tako da lahko samo potrdim to, kar si povedal, in meni je recimo fascinantno, da si take vrste direktor, ki je sposoben videti neke globalne izzive tega sveta, ki jih žal ne zmanjka, pa hkrati tudi kaj zabetonirati pred hišo, če je potrebno. Drži. Drži, ja. Živimo pač v času, ko je verjetno lažje dobiti kakšno drugo storitev, kot pa nekoga, ki bi ti 20 kubičnih decimetrov betona vlil. Ampak zame je pa to en simbol tega, kako v bistvu nekako preskakuješ med temi nivoji makro razumevati kontekst, duh časa, v katerem humanitarna organizacija, katero nekako koordiniraš, usmerjaš, deluje, in pa tudi v bistvu reševati zelo, zelo konkretne izzive tukaj, zdaj, ki jih imamo in jih tudi ne zmanjka. Zelo sorodno je tudi poslanstvo naše organizacije, naše fundacije, prvenstveno seveda zbiranje sredstev za pomoč otrokom v državah v razvoju, ki živijo v bistveno drugačnem položaju, kot živijo naši otroci. Hkrati pa smo seveda tudi odgovorni za spremljanje položaja otrok v Sloveniji in za predlaganje ukrepov za zagovorništvo, da se tudi v Sloveniji za lokalne otroke zadeve ne poslabšajo oziroma da se seveda izboljšujejo cel čas. Ja, in dela vam žal res ne zmanjka. UNICEF vsako leto pomaga okoli 400 krizah po vsem svetu. Kako v bistvu izbirate prioritete, kako živite s tem, da v bistvu lahko delate, pa ni nujno, da gre res kaj na bolje? Ja, najprej bi rekel, da gre na bolje. Ampak v konstantnih in vedno številčnejših krizah, ki so povzročene od človeka, kot so konflikti, ki so pogostejši, kot so bili, pa še eno tendenco imajo, da se ne ustavijo, te zadnje vojne, če gledamo, kar trajajo, desetletja recimo. Zanemarjamo dejstvo, da se je pa vendarle na tem razvojnem področju pa marsikaj spremenilo. Torej, stopnja umrljivosti otrok do 5. leta starosti, delež otrok, ki imajo izobraževanje, delež deklic, ki je vključeno v izobraževanje, število otrok, ki so otroci vojaki. Vsi ti kazalci kažejo, da gre na bolje, ampak zaradi tega, ker so tudi seveda krize, katastrofe, medijsko bolj zanimive, so toliko bolj v ospredju in nažalost tudi naša sama organizacija mora vedno bolj jasno poudarjati tudi to našo razvojno nalogo, da nismo samo humanitarna organizacija za gašenje trenutnih katastrof, ampak da je naša prvenstvena naloga naj bi bila drugje. Ampak nažalost pa je tako, kot pravite, kriza za krizo je ena globlja kot druga, viri so pa omejeni, sredstva so tudi omejena. Ja, dam tus, tam pravi polikriza pa permakriza, in potem je zelo zanimivo, ko spremljajo recimo, glavne odločevalce na Svetovnem ekonomskem forumu, pa jih sprašujejo vsako leto znova, in rišijo nek tak omrežni diagram teh kriz. To omrežje postaja vedno bolj prepleteno, vedno bolj je soodvisno malce velikosti teh barv v odvisnosti od
katera kriza je v ospredju, se spreminjajo. Mene dejansko ta razvojna komponenta zanima, kaj se da v vsem tem gašenju požarov narediti takega, da naslavlja probleme pri svojem izvoru, kje UNICEF prispeva z tega vidika najbolj? Ja, jaz bi rekel, da se celo na en način včasih uporabi krizo, da se takrat, ko vstopiš noter, ko se nekaj grdega zgodi, da poskušaš tudi rešitve, ki jih postavljaš, narediti take, da bodo ostale vnaprej. Takrat, ko je neka kriza, so verjetno tudi države, donatorice, javnost se bolj odzove, se neka sredstva zberejo in se ne gre recimo samo popraviti porušeno šolo, ampak se poskuša v sodelovanju z pristojnimi ministrstvimi, lokalnimi skupnosti in tako naprej vzpostavljati tudi šolske sisteme, ki so v skladu s potrebami časa, da se tudi kurikulum poskuša urediti, da se pove, na kakšen način morajo biti urejene sanitarije, zakaj morajo biti sanitarije urejene pa intimne, naprimer zaradi tega, da deklice, ko dobijo svojo prvo menstruacijo, ne ostanejo doma, ampak da hodijo še naprej v šolo, ker če nima prostora, kjer se lahko uredi in kratko malo ostajajo doma. Torej, in ta znanja, te postopke UNICEF ima in jih tudi sistematično, tudi ob vstopu v neko državo v kriznem času, poskuša pustiti tam, da bodo tam ostala. Tako da ta komponenta je izredno pomembna. Ko ste me pa prej vprašali, ker je toliko kriz, kako se jih grdo rečeno kategorizira, pa obstajajo tudi točno določeni kriteriji. Imamo tudi pri nas, stopnja 3, stopnja 2, stopnja 1 in tudi pove, na kakšen način se angažiraš, kdo se angažira. Drugače, če pa ni kriznih razmer, so pa kazalci za to, katera država dobi koliko pomoči, so pa spet metodologije, stopnja umrljivosti otrok, dohodek na prebivalstva, delež ljudi, ki živi z manj kot $2 na mesec in podobno. In tiste države, ki potrebujejo več pomoči, naj bi več pomoči tudi dobile. Se pravi, vse je v bistvu nekako opredeljeno, tudi precej transparentno, kar je izjemno pomembno, ker je v bistvu ključna valuta, ki jo imate zaupanje. In zaupanje se lahko gradi skozi desetletja, poruši pa zelo hitro. Kako ravnate z zaupanjem? Imate morda tudi zaposleni kakšen poseben trening ali pa kakšne posebne smernice potem obnašanja? Seveda smo kot zaposleni na fundaciji, smo tudi eni ambasadori ali pa ko bi temu rekel UNICEF-a in mora biti že znotraj ekipe odprta komunikacija, točno se ve, ko denar, ki ga zberemo, nakažemo v New York in ga tam po najboljših potrebah razporedijo naprej, seveda dobivamo poročanje nazaj, kam ta denar gre. To poročamo tudi našim darovalcem. Mi imamo 10,000 posameznikov, ki nam redno mesečno prispevajo določen znesek in z njimi imamo, vsemi tistimi, iz katerih imamo elektronske naslove, pošiljamo mesečni newsletter, da povemo, kaj se dogaja, kako se njihov denar uporablja. Tako da se čim več poskuša tudi informirati. Je pa seveda UNICEF ena zelo velika organizacija, je v sistemu Združenih narodov in verjetno toliko nadzora in kriterijev in nadzornih mehanizmov, kot jih ima ena taka velika organizacija, ima malo katera. Tako da, seveda je pa tako, da zaupanje v velike organizacije, pa tudi zaradi nekako bi rekli temu nemoči Združenih narodov, da bi ustavili določene največje težave, konflikte ta trenutek, je pa zelo, zelo težko ga zagotavljati. Dejansko je veliko nekako brati in slišati o tem, da se nam ruši ta multilateralen svet. Kaj to pomeni v bistvu za delovanje UNICEF-a globalno? Kako se UNICEF v to smer prilagaja? To je mogoče zanimivo vprašanje. Zdaj zagotovo se poskuša pogledati vse najnovejše tehnologije in vse načine, kako bi se lahko znižali stroški za dostavo pomoči, za izvajanje programov. Dejstvo je, v zadnjem času so bile vse velike organizacije prizadete zaradi, tako kot si dejal Miha, ruši se. Začela so se zmanjševati sredstva, ki jih take organizacije, tudi kot UNICEF, dobivajo od določenih vlad po svetu. Je treba pač še toliko bolj pazljivo ravnati z sredstvi, ker potrebe pa ostajajo. Ne samo, da ostajajo, ampak se celo večajo. UNICEF ima to prednost pred nekaterimi drugimi organizacijami iz Združenih narodov, da ima dobro četrtino budžeta iz privatnega sektorja, torej iz
pomoči privatnih darovalcev, podjetij, tako da ni 100% odvisen od prostovoljnih prispevkov vlad. Tako da se tukaj je nekaj se da kompenzirati na ta način. Seveda je pa tudi to, koliko lahko privatni sektor prinese, omejeno. Govorimo o UNICEF-u kot o res globalni mreži. Kaj pa UNICEF v Sloveniji? Kaj so ključni izzivi? Morda najprej iz tega vodstvenega vidika, se pravi ključni izzivi vaše ekipe, potem pa se pomodimo še pri kakšnem zanimivem projektu, ki ga počnete. Izzivi znotraj ekipe je določiti pravilne prioritete in tudi komunikacijske cilje. Ne? Mi moramo našim donatorjem javnosti pokazati, da poleg tega, da smo globalna organizacija in, kot sem že rekel, prvenstveno je dejansko pomagati tistim, ki so najbolj prizadeti, je pa slogan UNICEF-a za vsakega otroka. Ne? Torej, za vsakega otroka pomeni tudi za otroke pri nas. Mi imamo določena pravila, kaj smemo delati v državi, ki je bogata, torej ne moremo pomagati z denarnimi sredstvi neposredno otrokom ali z nekim nudenjem nekih storitev. Lahko pa ogromno naredimo na izobraževanju otrok točno o tem, kakšen je svet in zakaj je pomembno, da nismo zaprti samo vase. In mislim, da v tem trenutku zdaj, ko se to ruši, da je ta naša vloga še toliko močnejša. Hkrati pa spremljamo budno področje zakonodaje, vladnih ukrepov, ostalih ukrepov, ki se nanašajo na otroke in pogledamo, ali se ne pripravlja karkoli, kar bi jim lahko poslabšalo njihov položaj in na to opozarjamo, oziroma drugače tudi, ko zaznamo neke pomanjkljivosti, poskušamo doseči, da se v to smer ukrepa. Zadnje čase je korona pa tisti trenutki zaprtja so še poglobili področje duševnega zdravja in počutja otrok. Duševne stiske so se močno povečale in tudi naša situacijska analiza je pokazala, da je to področje, na katerega je vredno dati dodatno pozornost, in tako imamo en takšen dolgoročen projekt z področja duševnega zdravja, ki mu rečemo, kako se počutiš. Ja, zdaj ste se malce ustavili, ker imate pulover s tem napisom, ne? Tega naši poslušalci ne vidijo, zato zdaj. Pulover s tem napisom, kako se počutiš, ki je seveda odlična iztočnica, ko ste vprašali, tudi za ekipo samo. Ne? Torej, če tudi v ekipi sami vprašaš, kako se počutiš in imaš ekipo, ki je tudi zadovoljna in ki ve, da če se ne počuti dobro, lahko to pove, da se ne počuti dobro in se lahko pogovorimo, kaj se da narediti, da se bi počutila boljše. Ne? Tako je tudi v splošni javnosti to zelo, zelo pomembno. Nagovarjamo to področje duševnega zdravja na več nivojih, poskušamo vplivati na sistemske spremembe, da bi država namenila več sredstev in omogočila lažjo dostopnost do pomoči otrokom, staršem, ko jo dejansko potrebujejo. Imamo programe, projekte v šolah, kjer izobražujemo pedagoško osebje, otroke in starše o tem, kako se regulira čustva, kako se o čustvih pogovarja in kdaj je čas, da se spet poišče pomoč, če je potrebno. In imamo kampanjo, s katero želimo povedati, da je pogovor o čustvih nekaj normalnega, da ga je treba normalizirati, da ne sme biti stigma. Mogoče se vsi mi gibljamo v nekih krogih, ker se nam zdi to samoumevno, pa še vedno ni. Še vedno se otroci bojijo iskati pomoč, ko jo potrebujejo, marsikdaj jim je nerodno. Hkrati pa je treba povedati, da je pa ravno področje duševnega zdravja tako, da otrok nujno potrebuje pomoč kvalificirane odrasle osebe, če pride v večjo stisko, in tukaj pomoč samo vrstnikom, kamor se pa najpogosteje obračajo, ko so v najstniških letih, vrstnikom, ker starši smo nepomembni, ostali odrasli so jim tudi mogoče malo tuji, tako da to poskušamo sprostiti, da bi se otroci o tem tudi bolj odkrito pogovarjali, staršev izobraziti o tem, pedagoško osebje. To imaš fascinanten projekt, se mi zdi tudi Stiske iz omaric, mogoče bi zaupal našim poslušalcem malo več tudi o tem. To je bil pa, mislim, reklo, ena taka aktivacijska zadeva, točno tega projekta duševnega zdravja. Vemo, da je ogromno zgodb, ogromno stisk otrok. Te zgodbe smo zbrali in 90 zgodb smo anonimizirali, poskrbeli, da se nihče od teh otrok, ki je v neki stiski bil, ne bi prepoznal, in smo jih postavili v šolske omarice. Na Trgu Republike v Ljubljani smo imeli 90 šolskih omaric. Vsaka šolska omarica je imela zgodbo enega otroka, eno stisko otroka. In s tem smo hoteli povedati, te šolske omarice
tudi dejansko skrivajo skrivnosti. Tam noter se marsikaj skrije, ne? Da je treba te omarice odprti in da je treba te zgodbe dati na plano, da se je treba o njih pogovoriti, ker je pogovor o tem, da se odpre šolska omarica, je prvi korak k temu, da lahko pride do rešitve težave tega otroka. Zgodbo bomo ponovili v konec meseca maja v Mariboru, no, tako da, če so naši poslušalci z tega konca, se lahko tudi tam vidimo. Ko ste omenjali to, kako se počutiš, ne, in ekipo, kako enostavno ali pa težko je dobiti pa prostovoljce, ki sodelujejo z vami? Miha, morda lahko tudi ti podeliš svojo zgodbo, ker vedva sta na nek način povezana, ne? Aha, pa morda začnemo s tabo. Zakaj se ti zdi vredno, recimo, nameniti nekaj svojega časa tudi UNICEF-u? Človeška narava je zanimiva, ne? In Slovenci smo zelo ponosni na našo solidarnost in sposobnost pomagati en drugmu takrat, ko se pojavijo problemi. In to smo se velikokrat v tej luči pokazali kot svojo dobro plat, ne? Zdaj, človeška narava je pa tudi taka, da ponavadi poskrbimo za svojo skupino, za tiste, ki so nam pa mogoče malo bolj oddaljeni in drugačni, te pa radi spregledamo. No? Tako da meni se zdi to en pomemben aspekt, ki ga UNICEF dopolnjuje z vsemi temi lepimi praksami, ki jih kažemo Slovenci. Mogoče zato. Ja, in ti sodeluješ kot član upravnega odbora? Ja, po svojih skromnih močeh mislim, da je prav, da tako povem tudi to, da bo naši poslušalci boljše razumeli kontekst. To je ena taka skromna, častna funkcija, kamor pač poskušam s kakšno idejo pomagati od časa do časa. Tomaž, kako je torej s prostovoljci? Prostovoljcev imamo ogromno z različnih področij. Torej, ljudje radi pomagajo. Mi imamo kot prvo po Sloveniji mrežo dobrih 1100 varnih točk. To so javni prostori, otrokom lahko dostopni, označeni s posebno nalepko, kamor se lahko otrok, če ima kakršnokoli stisko ali kakršnokoli vprašanje, zateče. In tisti zaposleni, ali je to, ne vem, banka, ali je to pošta, ali je to neki lokal, karkoli, ne, ki grejo skozi naše usposabljanje, da znajo nuditi prvo psihosocialno pomoč otroku, torej ne, da bi bili dejansko nuditelji pomoči, ampak da mu znajo prisluhniti, da ga znajo umiriti in potem se odločijo, ali ga bodo naprej referirali na kakšen potreben postopek. To so vse naši prostovoljci. Prostovoljci, ki jih izobrazimo, ki so nepogrešljivi. Potem imamo en tak zelo lep projekt Punčka iz cun. Punčka iz cun je projekt namenjen podpori programov cepljenja otrok v državah v razvoju in imamo mnoge skupine, več ali manj starejših, gospa ali v društvu upokojencev univerze za 3. življenjsko obdobje, ki kot prostovoljke šivajo punčke za UNICEF. Ne? In s pomočjo teh punčk smo več kot 20,000 punčk so jih izdelali in smo jih oddali v posvojitev in za toliko otrokov omogočili cepljenje z njihovo pomočjo. Potem naši upravni odbor, naš nadzorni svet so popolni prostovoljci, torej častna funkcija, kot je Miha dejal, brez kakršnihkoli povračil stroškov, tako da tudi njih smatramo kot zelo pomembne člane naše ekipe. Potem imamo pa še tako imenovane hišne prostovoljce, ki nam včasih pomagajo pri kakšni zadevi, ko je potrebno kakšno stvar na hitro pa v večjem številu delati. Tako da, ja, prostovoljstvo je zelo, zelo pomembna stvar tudi za nas. Ena mogoče zanimiva taka inovacija organizacijska, katero se je Tomaž za ekipo spomnil in je vredno mogoče, da jo slišijo naši poslušalci, je, kako ste rešili problem kadrovski v kontaktnem centru. Ja, to pa pač mi imamo lastni majhen klicni center, ki ga uporabljamo za komunikacijo z našimi darovalci in to delo je relativno zahtevno. Ni takšno, ki bi ga lahko opravljal 8 ur na dan, 7 dni v tednu in na ta način dosti zaslužil, ampak je zelo težko bilo dobiti študente, vedno bolj. No in potem je prišla pač ideja, ali ne bi mi poskusili pa, ker zakon to omogoča, z delom upokojencev. Ne? In dejansko je bil odziv dober. Dobili smo krasne ljudi z različnimi znanji svojega poklicnega življenja in predvsem se je pa ta kombinacija izkušenj starejših, pa mladi študenti, če je potrebno kaj preleteti pa pomagati pri
tehničnih zadevah ali drugače izkazala za krasno. Mi imamo tudi to navado, da se, če ne drugače v petkih, ker prinesemo s sabo kaj za pojesti ali pa če skočimo ven iskati, se vsi dobimo na istem mestu in so seveda tudi ti naši kolegi iz klicnega centra zraven vabljeni, čutijo se del ekipe, čutijo to svoje poslanstvo, ta svoj smisel in res ta ideja je bila odlična in nam je skoraj žal, da smo tako omejeni na 60 ur dela na mesec, ker bi verjetno marsikdo še več rad z nami oddelal. Super ideja tudi morda za kakšno podobno organizacijo, ki ima kadrovske težave ali pa izzive na tem področju. 60-65-letni strokovnjaki, ki se več ne vidi v svojem poklicu, kakršnekoli je imel, da ostajajo njihovo znanje, njihovo bogatstvo znanja neizkoriščeno, je seveda tudi ena velika izguba za družbo. Je ne poznam organizacije, ki se ne bi soočala danes s takimi izzivi, in se mi zdi to res briljantna rešitev. Pač je treba jo še malo mogoče pospremiti s kakšnim sistemskim prilagoditvijo, malo več zaupati ljudem, da ne bodo zlorabljali, ampak da bojo osmislili življenje in delo tudi tega rastočega segmenta naše družbe. Ko ste, Tomaž, prav tako z navdušenjem razlagali o prostovoljcih, ki pomagajo UNICEF-u, kako pa je voditi prostovoljce? Spomnim se, Miha, ko sva gostila Luka Renka, ki je sooblikoval sledilnik, in je razmišljal, da je voditi prostovoljce precej drugače kot voditi recimo sodelavce v nekem službenem timu. Kakšne so vaše izkušnje? Ja, mi imamo v ekipi sodelavko, ki je koordinatorka prostovoljcev, ogromno energije posveča temu. Potrebna je stalna komunikacija, potrebno mi je nuditi določeno motivacijo tudi izven tega, ker samo pomagajo kot prostovoljci. Torej, neka izobraževanja, ki jim lahko tudi pomagajo pri neki osebni rasti. Včasih je dovolj, da se organizira, skupni ogled Ljubljane, ali pa, potrebno je še nekaj nuditi izven tega, da samo pride pa da opravlja neko prostovoljsko delo zate. Torej, se mi zdi, da je ta element. Oni morajo videti, kako jih cenimo, ker jih res cenimo, ampak je treba to tudi povedati in tudi vprašati, kaj oni želijo, in se poskusiti prilagoditi. Tako da je pa tako kot vsakim delom z ljudmi, izzivi so tudi na področju dela s prostovoljci. Mi imamo to na en način srečo, da imamo vse svoje poslovanje tudi narejeno tako, da nikoli ne more priti do tega, da bi katerikoli prostovoljc bil sam z otrokom, zaradi child safeguardinga, varovanja otrok. Tako da smo lahko zelo mirni, da ne more priti do nekih zlorab, drugače bi bilo pa potrebno še na ta aspekt zelo močno paziti. Se pravi, UNICEF je res ena taka mednarodna mreža, hkrati je lokalna. Kako se mogoče ti aspekti odražajo na kulturi znotraj ekipe 20 približno? Ja. Jaz bi to rekel, da je ta vpetost v to mednarodno okolje sigurno eden od motivatorjev tudi za marsikoga zaposlenega, da pride v tako ekipo. Jaz moram reči, 32 je nacionalnih odborov UNICEF-a, ali smo to fundacija ali društva ali kaj podobnega, ki smo organizirani ko smo lokalne nevladne organizacije, organizirane po lokalni zakonodaji in sodelujemo z UNICEF-om na tem področju zbiranja sredstev in ostalih. Pomeni, da imam 31 kolegov v podobnem položaju kot sem sam, torej izvršnih direktorjev teh nacionalnih odborov posejanih po celem svetu. In imamo WhatsApp skupino, če pride do izziva, kaj zdaj narediti, pošlješ sporočilo, hej kolegi, to se mi je zgodilo, kdo ima idejo in takoj pride odgovori nazaj. To je neskončno pomembno. Seveda tudi organizacija sama ima izobraževanja, ima napotke, ima navodila, ampak se mi zdi, da je tale peer-to-peer support, da lahko kontaktira človeka na podobnem položaju in ti hitro odgovori, da je pa res neprecenljiv. Pa tudi enkrat na leto se srečamo in ta vpetost v neko večjo zgodbo, da pogledaš, da pokukaš še malo ven iz Slovenije, je zelo pomembna. In tako recimo na področju zbiranja sredstev, na področju komunikacije, zagovorništva imajo kolegi svoje kolege naokrog, plus pomoč matične organizacije, tako da to je res fajn urejeno. Če razmišljaš o tem segmentu kolegov, vodi, kakšne so njihove zgodbe, kako so oni prišli v bistvu do te vaše skupne vloge, odkje, zakaj? Izredno različno, zelo, zelo raznoliko. Imamo
Od bivšega ministra za mednarodno razvojno pomoč v eni državi, ki zdaj vodi UNICEF-ovo skupino. V mnogih primerih, sploh v večjih državah, je očitno tudi neka rotacija iz drugih velikih organizacij, ne vem, Oxfam, Save the Children, Médecins Sans Frontières, tako da so tudi na ta način prišli. Mnogi smo prišli iz gospodarstva, tako da naše osebne zgodbe so zelo, zelo različne. So pa tudi primeri, ko je direktor postal nekdo, ki je rastel skozi v organizaciji lokalni sami in je potem imel to možnost, da je to postal. Kako ste vi prišli na mesto izvršnega direktorja UNICEF-a Slovenije? Ko se je društvo preformiralo v fundacijo, v novo obliko, je bila imenovana nova uprava, upravni odbor in iskali so novega izvršnega direktorja in v bistvu so me kontaktirali in sem z velikim navdušenjem, takrat sem bil tudi v taki situaciji, da me ni bilo težko prepričati za to potezo. Že prej sem imel to afiniteto, že prej sem pomagal, ampak ne preko UNICEF-a, ampak drugače. In ko se ti taka priložnost ponudi in rečeš ne, tako da sem zelo vesel, da sem to storil in da sem imel to možnost in imam to možnost. Morate tudi vzgojiti svojega naslednika, naslednico, kako gre to? To se počasi zdaj dogaja. Jaz sem v drugem letu svojega 4-letnega mandata, ki ga še 3 leta imam, in bom počasi prišel v življenjsko dobo, ko bom mogel razmišljati o koncu kariere, tako da seveda v sodelovanju z upravo in z nominacijskim odborom, ki ga imamo, bomo seveda sigurno razmišljali o tem, kakšen bo najbolj ustrezen profil glede na spremembe, ki se tudi obetajo. Zagotovo je ogromno stvari gre v smeri digitalizacije, novih tehnologij in tako naprej, tako da zagotovo bi bilo dobrodošlo, da je to tudi nekdo, ki ima tudi afiniteto do teh stvari. Recimo srečal sem se v bistvu tudi že z drugimi humanitarnimi organizacijami po svetu in mene je recimo impresionirala sposobnost teh ljudi, ki so delali nekako v timih za odzivanje na nepredvideno, na negotovost in tako naprej. Predvsem je bilo jasno, da so to veščine, ki so jih razvijali, se pravi, ni bilo nekega iskanja, ampak dejansko je bila rutina, kaj vemo, česa ne vemo, kaj bi morali vedeti in kaj to pomeni. To je bilo res v sekundi. Kaj se ti zdi, Tomaž, da so veščine, ki jih ljudje, ki so bili recimo ali na terenu ali v ozadju humanitarnih organizacij, lahko prispevajo tudi potem, če se odločijo recimo za neke karierne spremembe, pa da grejo v gospodarstvo? Kaj oni znajo? Zdaj ne vem, ali je empatija še zaželen element vodenja. Dajmo upati, da ja, no. Malo se hecam. Ko ne bo, bomo tudi malo se hecam, ko bereš, da je ne. to zadeva, ki bo zrušila zahodno civilizacijo, da je empatija, potem malo heca mora biti. Zagotovo sposobnost poslušanja, sposobnost poskusa sintetiziranja pomembnih informacij, pa postavljanja prioritet. Ker, tako kot ste tudi že prej ste me vprašali, ne moramo sam pomagati. Želeli bi, boli, ker ne, ampak ne moramo. In to, da se osredotočiš na določena področja, ki so najbolj ključna, najbolj kritična, se mi zdi tudi, da to moramo imeti, ta znanja in to sposobnost moramo imeti. Absolutno ne moreš biti uspešen, brez da nimaš zelo sposobne ljudi, ki vejo več od tebe na vsakem od omenjenih področji. In mogoče to, da jaz, ko sem bil v gospodarstvu, je prišlo do primerov, ko se je kdo mogoče malo bal za svojo pozicijo, pa je zaradi tega malo ni spuščal ljudi, ki bi mogoče lahko pomagali hitreje določene stvari premakniti zraven. Tega si v nevladni organizaciji nekako ne znam predstavljati, da bi do tega prišlo. Ali pa zelo težko, verjetno je možno, posoditi je možno, ampak bolj težko. Kar prenosljive so tele spretnosti, vsaj tako kot jih mi dva vidva, Anja? Res, ja. In prav fino bi bilo, če bi imeli tudi več teh prehodov ali pa možnosti pomagati na tak in drugačen način. Tomaž, morda za konec, kakšno pa kaj povpraševanje potem, da bi bili pri vas ali zaposleni ali prostovoljci, se prej smo šli že na hitro mimo, ampak tako pogosto se v organizacijah soočajo z grdo rečeno pomanjkanjem kadra. Ste vi zaželen delodajalec?
Dobivamo popraševanja precej pogosto. Zanimivo je, da zadnje čase je ogromno tudi od tujcev, ki so ali študirali pri nas ali študirajo pri nas, mogoče zato, ker vidijo nas kot mednarodno organizacijo. Po drugi strani je pa tudi res, da za marsikatero pozicijo, ki jo mi potrebujemo, niti ni možnosti formalne izobrazbe. Ne? Torej, kje boš dobil, ne vem, fundraiserja, ne? Recimo so določene institucije, ki vzgajajo v to smer, ali pa zagovornika otrokovih pravic in podobno. Tako da pri nas se je dostikrat zgodilo, no, da je karierna pot šla na takšen način, da je nekdo prišel kot prostovoljc ali pa je prišel kot študent, pa smo videli, da je izredno prodoren, da ima znanja, da ima to afiniteto, da mu ni denar edini motiv, ker mislim, da noben od naših zaposlenih ni denar, ki ga zaslužimo prvenstveni ali pa edini motiv, ampak ta smisel, smisel, ki ga vidimo v tem, da delamo, kar delamo. Tako smo ogromno kadrov smo vzgojili na način sami znotraj organizacije. In kar nekaj ljudi, ki so zdaj pri nas, so že dlje časa z nami in so šli skozi različne pozicije. To samo kaže na to, da se očitno pri vas dobro počutijo, ne? Sicer najbrž ne bi ostali. Ja, fluktuacija pa res ni naš problem, no, da bi ljudje odhajali. Hvala lepa. Hvala vama. Hvala, Tomaž. Ja. Vse dobro. Vodenje s posluhom.